Spremembe so del življenja, v energetiki pa jih lahko jemljemo kot tveganje ali pa priložnost. Volatilnost se je od leta 2019 povečala za 2,5-krat do 3-krat. Govorimo o volatilnosti na nekem dnevnem trgu električne energije. In to se seveda odraža v povišanju cene za končnega uporabnika. Mi vsakega kupca analiziramo, mu svetujemo, poskušamo mu ponuditi oziroma z njim priti do rešitve nekega pametnega zakupa. Vse to pa lahko nadgradimo z energetskimi rešitvami, pametnimi sistemi upravljanja in pač nekimi novimi modeli, kot je Power Purchase Agreement oziroma energetsko upravljanje. Vsa ta podjetja in vsi ti naročniki brez elektroenergetskega sistema ne morejo. Torej, praktično samooskrbnosti ni. Mi lahko samo del energije sami pridelamo oziroma jo drugače uporabimo. V vsakem primeru pa nujno potrebujemo elektroenergetsko omrežje. Energetska skupnost omogoča nek prenos energije iz enega kraja na drugega. Če ima neko podjetje na voljo površine, pa nima lastne porabe, lahko to podjetje zgradi elektrarno ali pa nekdo drug zgradi na tistem področju in potem prenaša to svojo proizvedeno energijo na porabnike, ki pa recimo ne more imeti svoje sončne elektrarne. Skupnost ne rešuje probleme elektroenergetskega sistema. Olajša te prenose, elektroenergetski sistem se pa rešuje z kapacitetami shranjevanja. Polnilna infrastruktura je pomembna iz vidika elektromobilnosti. Polnilnica se lahko uporablja samo za zaposlene, lahko je pa z našimi sistemi omogočamo, da jo pa lahko uporabljajo zaposleni, lahko uporabljajo zunanje stranke, lahko uporabljajo turisti oziroma kdorkoli to potrebuje. V bistvu omogočamo nek sistem upravljanja, vzdrževanja in zaračunavanja, tako da je spet to zadeva najbolj utilizirana. Hkrati se pa spet ta polnilna infrastruktura lahko upravlja na način, da pomaga pri energetski porabi podjetja. Kot ključno vidimo Hrvaško in tukaj smo naredili 3 večje sončne elektrarne, in sicer Suknovci, Pliskovo in Vrbnik. Potem imamo vetrni park Ljubač in pa v nekem procesu je tudi vetrni park Dazlina. To so neki ključni projekti, s katerimi zagotavljamo lastne proizvodne kapacitete za našo bilančno skupino, za naše stranke. Sončna elektrarna na naših prodajnih mestih zagotavlja, da smo del energije, ki je potrebno za delovanje prodajnega mesta, pridobili iz obnovljivih virov, se pravi, s tem zmanjšamo ogljični odtis, naredimo zadevo bolj trajnostno. Na mesti, kjer smo pa zadevo nadgradili z baterijo, je pa tudi v bistvu neka varnost delovanja v časih izpadov. Petrol ima zagotovo interes na področju vodika za shranjevanje in pa dobavo. Je pa res, da trenutna situacija, trenutna podpora strani Evrope in pa trenutno stanje same porabe in potrebe ni dovolj, da bi upravičil neke večje investicije, večje naložbe. Tako da smo zraven v razvoju večjih projektov. Cilj trajnosti je, da to zmanjšamo, da zmanjšamo onesnaževanje. Je pa potrebno to narediti na način, ki je ekonomsko smiseln, ki pač ne ruši nekega obstoječega sistema ali pa načina življenja. Z nami so naši naročniki pripravljeni na prihodnost.